Pognali so se Ethereum ETF-i. Mt. Gox pa spet premika velike količine Bitcoina. Zraven tega pa imamo kar zanimivo predvolilno dogajanje na ameriških tleh. Zanimivo bo, zato predlagam, da kar začnemo. Ta teden je v Združenih državah prišlo do velikega premika. Lansirani so bili prvi ETF-i, ki neposredno investirajo v Ethereum. Kljub temu, da je Grayscaleov Ethereum Trust Fund doživel velik odliv sredstev, ko se je v enem dnevu preoblikoval v ETF, so vsi novi skladi doživeli neverjetne pozitivne neto prilive v višini $106,6 milijonov. Vodja prilivov je iShares Ethereum Trust ETF družbe BlackRock, ki je privabil kar osupljivih $266,5 milijonov. Za petami mu je Bitwise Ethereum ETF s prilivi v vrednosti $204 milijonov. Na tretjem mestu pa imamo Fidelity Ethereum Fund ETF z $71 milijoni. Grayscaleov ETF pa je v enem dnevu izgubil $484 milijonov, kar je 5% njegove nekdanje vrednosti. Zanimivo je, da je Grayscale svoj sklad ustanovil že leta 2017, da bi institucionalnim vlagateljem omogočil nakup Ethereuma, a sklad je predpisoval 6-mesečni zaklep vseh naložb. Zdaj, ko so prešli na spot ETF, vlagatelji lahko svoje delnice prodajo lažje, kar tudi lahko pojasnjuje visoke odtoke prvega dne. No, medtem ko imajo Ethereum ETF-i uspehe in prilive, so Bitcoin ETF-i ponovno doživeli odlive. Ampak o tem več naslednjič. Mt. Gox, nekdaj ena največjih kriptobors, je ponovno v središču pozornosti. V spektakularnem razvoju dogodkov je premaknila več kot 47,500 bitcoinov na neznane naslove, kar je precej zmanjšalo njene rezerve te kriptovalute. Mt. Gox je 23. julija ponovno začela premikati sredstva. V dveh transakcijah je premaknila bitcoine vrednih skoraj $3,2 milijarde na dva neznana naslova. Vendar Mt. Gox naj bi še vedno posedovala malo več kot 90,000 bitcoinov v vrednosti $6 milijard, vendar so ti podatki nekoliko zastareli. Trenutno naj bi imela skoraj 43,000 bitcoinov v vrednosti $2,85 milijarde. Zakaj vsi ti premiki? Po izjavi propadle borze naj bi Mt. Gox hitro izvedela poplačila upnikom. Izgleda, da se to zdaj dogaja. Napovedali so, da bodo začeli poplačila preko Bitstampa, kar potrjujejo tudi transakcije premikov sredstev. Seveda obstajajo različna ugibanja glede tega, kaj bodo upniki storili s svojimi kovanci. Finančni analitik Jacob King je 4. julija na spletni strani X predvideval, da bo 99% upnikov prodalo svoje kovance takoj, ko jih prejmejo. Vendar pa anketa na Redditu kaže drugačno sliko. Z zadnjim premikom je skupna vrednost sredstev nakazanih upnikom od 16. julija presegla $12 milijard. No, upajmo, da se anketa na Redditu ne moti, ker tako velika prodaja bi lahko povzročila znaten padec vrednosti Bitcoina. Držite pesti. Če uživate v naših novicah in želite biti na tekočem z vsemi dogajanji v svetu kriptovalut, se naročite na naš kanal in pritisnite zvonček za obvestila. Po mnenju Polymarketa je Donald Trump glavni favorit za zmago na ameriških volitvah novembra, potem, ko je 13. julija preživel poskus atentata. To je še posebej pomembno za milijone ljudi v Združenih državah Amerike, ki imajo v lasti Bitcoin in druge kriptovalute. Trump se je predstavil kot kandidat naklonjen kriptovalutam, kar je pritegnilo veliko pozornosti. 2 dni po poskusu atentata se je Bitcoin povečal za 6,2% po dvotedenskem padcu.
Poleg konca nemške prodaje bitcoina je Trumpova predvidena zmaga tudi prispevala k rasti. Lastniki bitcoina upajo, da bo vrednost pod pro-kripto administracijo dosegla $100,000. Trump je prilagodil svojo kampanjo, da bi nagovoril 52 milijonov ljudi v ZDA, ki imajo v lasti kriptovalute. Njegova nova America First kampanja postavlja Bitcoin v ospredje. Trump naj bi 27. julija nastopil na Bitcoin konferenci v Nashvillu v zvezni državi Tennessee. Za svojega podpredsednika je imenoval tveganega kapitalista J.D. Vansa, ki želi ustavno zaščititi kriptovalute in omejiti moč regulativnih agencij nad sektorjem. Po poskusu atentata je Bitcoin zrasel za 6,2% na več kot $63,000. Trumpovi tematski meme kovanci so prav tako pozitivno reagirali, saj je cena žetona MAGA v manj kot 45 minutah po streljanju zrasla za skoraj 65%, s tržno kapitalizacijo zdaj na $469 milijonih. Trump je obljubil podporo rudarjem bitcoina v ZDA ter sprostitev regulacij, kar je velika sprememba glede na njegovo prejšnje zavračanje kriptovalut. Trgovci s kriptovalutami so se ponovno lotili zelo resnega posla predsedniške politike prek smešnih meme kovancev. Eden izmed njih je namenjen podpredsednici, zdaj predsedniški kandidatki Kamali Harris, in ta se je v nedeljo več kot podvojil v vrednosti. Kovanec Kama je dosegel najvišjo vrednost vseh časov, 2,4 centa, kmalu potem, ko je predsednik Joe Biden objavil, da se umika iz volilne kampanje. Zdaj je Kama skoraj 4-krat večji od kovanca Boden, ki je bil nekoč kraljevski kovanec na platformi PolitiFi. Boden je po Bidenovi objavi padel za skoraj 50%. Politični preobrat je spodbudil trgovce k ustvarjanju novih žetonov, ki se posmehujejo Harrisovi in Bidenu na platformi za lansiranje meme kovancev Pump.fun. Če zgodovina služi kot vodilo, bo večina teh žetonov verjetno izgubila na vrednosti. Harrisonovo predsedniško kandidaturo so podprli Biden, Clintonovi in senatorka ter velika kritičarka kriptovalut Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, če se spomnimo, je dajala kar hude izjave proti kriptu. Zdaj pa nas zanima, verjamete Trumpu, da se je spreobrnil v kriptopodpornika? Kaj si vi mislite o ameriških volitvah in imate morda svojega favorita? Kar napišite nam spodaj pod komentarji. To bo tudi vse za to epizodo. Lepo vas pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.